psihologija ima en velik dolg, ne samo do žrtev, ampak sploh do razumevanja te globoke bolečine in globoke osramočenosti, ki se zareže vsako žrtev. In gotovo bi našli kakšne razloge, zakaj se je psihologija tako počasi zavedla tega globokega prodora travme. Zakaj tudi vietnamska travma, recimo, ni psihologov v Ameriki prepričala o tem, da travma ni samo zunanja stvar, da ni neka nevarnost, ki se ti zgodi od zunaj, in zaradi tega ti zleze pod kožo in se ti še naprej napreži, drhtiš, in če nekdo govori o teh grozodejstvih, se ti koža naježi, pa se neprijetno počutiš, pa se rečeš, kako, nisem že dosti star, nisem to že 100-krat slišal. Ampak še vedno se ohranja ta občutek, saj se je v dolgo časa v psihologiji, da se travmo da premagati. Da imamo eno zdravo jedro osebnosti, ki mora še to zunanjo nevarnost držati na stran in jo slej ko prej pustiti za sabo. No, ampak seveda soočenje s tem, da temu ni tako, je bilo kar dolgo, svojih 30 let, je trajalo v teoriji ali pa praksi, psihoterapije ali pa ukvarjanja s temi motnjami, da je psihologija odkrila jedro travme in to je sram. Jedro travme je ta notranji občutek zase ali pa notranje doživljanje sebe in tja se naseli travma. Se pravi, če nam nekdo nekaj groznega povzroči, nam je s tem nehote prebudil en globok občutek nemoči in osramočenosti. Se pravi, tako kot si otrok reče, ja, kaj sem pa naredil, pa včasih kakšna mama, pa nočem več hudbe čez mame, ali pa lahko tudi oče reče, ja, kako si pa mogel dovoliti, da se je to zgodilo? Se pravi, ti si kriv, ne to, da ti je en copate vzel, ali pa počečkal tvojo puščico ali pa vrgel stran tvojo torbico, si že nekaj prispeval, Se pravi, malo smo nagnjeni vsi k temu, da žrtvu še dodatno okrivimo. No in takrat postane ta zunanja krivica, postane notranja krivica. Tako smo se naučili lahko že kot otroci in to ponavljamo. In se mi zdi, da to odkritje še danes ni čist prodrlo vse pore. Se pravi, to je eno odkritje, smo rekli, da travma prodre v človekovo doživljanje sebe in ga zavedno omaže. In ta pot očiščenja je zelo dolga. Včasih preskoči celo z ene generacije na drugo. Mogoče tukaj ste, vendar smo iz obeh generacij, se mi zdi, starejši in mlajši. Jaz sem živel z generacijo, ki je bila staršev, ki je bila traumirana in dolgo časa nisem vedel, kaj to pomeni. Še danes, rekel že malo prek svojega dela, pa s tem, ko se z drugimi ljudmi pogovarjam, ugotavljam, da se je tudi nam zgodilo podobno kot ljudem, židovskim otrokom, recimo, ki so živeli starši v najbogatejši državi tistega časa, se pravi v Združenih državah Amerike, pa so vendar doživljali, da živijo v zelo ozkem svetu, kjer ljudem ne smeš zaupati, kjer se moraš zanesti samo nase, kjer nevarnost preži za vsakim vogalom in ti otroci so imeli nočne more, so se počutili nevredne, drugorazredne, ustrahovane in neprimerne za svet. Se pravi, ne glede na to, kakšno je bilo zunanje blagostanje. To mogoče toliko bolj treba danes poudariti, tudi za nas, v Slovenijo ravno tako velja, da mi šele počasi odkrivamo, kako globoko se je travma v nas opisala, vsakogar. Se pravi, če se nekomu godi krivica, to je še ena odkriti psihoterapija, psihologije je, da travma ni omejena na posameznike. Tudi če se je zgodila mojemu sosedu, je lahko zame še hujša. Če se je zgodila mojemu bratu ali pa nekomu tretjemu, ki ga sploh ne poznam, naenkrat strah, ki ga seje eno tako grozodejstvo, prevzame množice. Lahko prevzame celo populacijo. Kar sledi so samo še, kako smo slišali, zanikanja, minimaliziranja, razne oblike spopadanja s tem, kako bomo s tem shajali. Ampak medtem smo pa že to globoko ustrahovanost, oziroma to globoko travmo, že nosimo vse. Zdaj nas čaka seveda druga pot. Pot tega, ko bomo lahko
na podlagi dejstev, ki so jih gotovo zelo pogumni ljudje in tudi s tem, da so verjetno tudi pri sebi mogli se z marsičem soočati, spravili na dan, temu lahko rečemo dejstva ali pa resnica, in zdaj sledi pot sočutja. Tudi ta pot bo zelo počasna in postopna in ne bo prišla od odzunaj. Sočutje bomo pa mogli poiskati v svojem doživljenju sebe. Se pravi, najprej si dovolj, da se nam je to zgodilo, kar se nam je zgodilo, to je prvi korak. Nič nismo krivi, tako je bilo. In si dati možnost, da bomo s to bolečino začeli živeti, jo izžalovali, zjokali in na temelju te bolečine ustvarjali eno bolj varno medosebno okolje, ker človek, ki bo o tem govoril, ne bo ne preganjan, ne zaprt, ampak bo lahko hranil svoje dostojanstvo. Šele na tej podlagi, se pravi na podlagi bolj varnih, bolj iskrenih odnosov, mislim, da bomo lahko začeli oblikovati zgodbe, pripovedi o tem, kako je mogoče tudi v Sloveniji premagati in pustiti za sabo travmo dolgovanja. Ne vem, če ste mogoče slišali, čisto proti temu, kaj je danes v Evropi drugorazredna tema. V literaturi je pred mogoče 5-6 leti išla knjiga Kradljivka knjig. Obsežna knjiga, ki govori samo o travmi druge vojne. V nekaj mesecih je bila prodana v par milijonih izvodih. Avstralski avtor, sin družine, ki je šla skozi nacistično Nemčijo in se potem izselila v Avstralijo. In jaz mislim, da tudi v Sloveniji bodo počasno nastajali umetniški ali drugačni zgodovinski, znanstveni izrazi tega pohoda ven iz travme. Hvala.